tole se nahajamo v takem improviziranem, pa sicer po drugi strani funkcionalnem studiu platforme, ki raziskuje radio v najširšem smislu besede radija. Jaz sem sicer kipar, ki se poskušam to radijske valove in to vzeti kot neko materialno izhodišče. Če nekdo jemlje kamen, jaz sem se tokrat odločil vzeti pač radijske valove. Po drugi strani pa nekako moja praksa, ko delam, je socialna skulptura, se pravi ustvarjam neke socialne situacije, delujem v družbi, poskušam biti angažiran. In tukaj smo točno na ta način ustvarili neko materialno platformo, ki omogoča oddajanje, izdelovanje preprostih radijskih sprejemnikov, razmišljanje o mediju, razmišljanje o radijskih postajah, okrogle mize in vse podobno. In to pač vse se zdaj vidi, nekako prehajam iz tega materialnega, infrastrukturnega v to družbeno polje. Dejansko to je bil moj namen, dobil sem priložnost razstavljati v likovnem salonu in sem jo enostavno izkoristil, da se taka stvar zgodi. Povabil bi ljudi, da se oglasijo, da me poiščejo in da poskusimo nekako premisliti in ustvariti tukaj, kaj jaz tole postavitev na eni strani je estetska, je reprezentativna, na drugi strani jo pa vidim kot peskovniku, kjer bi se lahko mi mogoče naselili in se poigrali in izživeli vse fantazme, ki smo jih kdajkoli imeli okoli radia. Teh oddajanj bo v tem času več, nekako smo se vzeli četrtek med 4. in 6. uro, 16:18. Nek čas, ko smo se zavezali, da bi poskusili nekaj redno oddajati, nekdo nas bo mogoče večkrat poskušal uloviti, pa da to ne bo prepuščeno na ključu. Seveda, nekako tole, kar se pa tiče te odnosa do drugih medijev, se mi pa zdi, da je tukaj lahko ena možnost za tale premislek, če mogoče današnje radijske postaje, mediji, tudi televizijske postaje, niso enostavno hidre. Hidra je večglava pošast. Tako, ko imamo recimo veliko medijev, imamo neko pluralnost medijev, ampak nekako se ne moramo izogniti občutka, da za temi večjimi glavami stoji eno telo, naj bo to politično telo, pa recimo, ker vseeno napram marsičesu drugemu, kar lahko poslušamo preko medijev, poslušamo predvsem politične zgodbe veliko, potem ta komercialni vidik, kapital je odzadaj, non-stop se nekaj prek medijev prodaja in tega je zelo veliko. Praktično v vsakem, jaz bi razdelil mogoče, pa rečemo, kar radijske postaje, predvsem na mogoče dve, Radio Študent pa Marš, ko sta mogoče malo, mislim, sta alternativna, potem imamo neke te javne radijske servise, ki so predvsem v službi tega informiranja v glavnem za politične namene, potem pa so vse komercialne postaje, ko je odzadaj preprosto kapital in forsiranje tega, ker moramo včasih poslušati, pa mogoče bi lahko tudi še kaj drugega. In tale platforma bi lahko bila en poskus tega, če se da tudi do česar koli priti. Kako je pa zasnovana na ta način, da je vstop v to radijske vsebine, ko se bojo proizvajale,
povsem horizontalno. Edino, kje si postavljamo mejo, si postavljamo mejo sami, predebatirali bomo, kjer enostavno bi kršili to preprosto etično načelo, da ne posegamo v svobodo drugega, hkrati pa čim bolj polno izrazimo samega sebe. Prihajam z področja umetnosti, sodobna umetnost funkcionira z nekimi medprostori. Če imamo na eni strani umetnost, na drugi strani imamo pač ta nek radio, za katerega pa jaz ne vem veliko, sem dejansko sam in hkrati druge zmotiviral, da smo naredili delavnice, naredili smo radiosprejemnike, radiodajnike, radiosprejemnike z majhnimi otroci, ker so sposobni tega delati, dojeti in jih to lahko zanima. Če je stvar dovolj preprosto prezentirana, potem radijske oddajnike srednješolci in še marsikaj. Tudi nekako vse skupaj bi se delalo v nekem tem delovnem vzdušju.